Živijo. Ker sem zadnjič govorila o hashtagih, o prepovedanih hashtagih oziroma banned hashtags. Dala sem vam spisek trenutno nedelujočih oziroma blokiranih. In ste se mi pol usuli z ful vprašanji. Sem si rekla, ok, Kali, moraš posneti še en video, ker moraš ljudem dati vedeti jasno, kaj to sploh pomeni, kaj so banned hashtags, kaj so prepovedani hashtagi in zakaj moramo paziti, da jih ne uporabljamo. Predvsem zaradi tega, ker če nekdo objavi pod določenim hashtagom, ki je lahko čist, beauty blogger, recimo, ne, tak nedolžen, in da je neka pač škodljiva vsebina ali karkoli, seveda Instagram zazna ta hashtag kot nedovoljen, prepovedan, banned, ne. In pod tem hashtagom, če ga boste kliknili, boste videli ful mal vsebine pod tem hashtagom, oziroma bodo tudi neki mali profili, ki bodo imeli to vsebino, se pravi, ne bo velikih profilov, bodo mali. In kaj se zgodi, če imamo mi med svojimi hashtagi pod svojo objavo en tak banned hashtag oziroma prepovedan hashtag? Ugotovili bomo najlažje tako, da ko boste šli v svojo statistiko, v insights, da veliko ljudi ne bo videlo vašo vsebino. Ne bo interaktivni z njo, algoritem je ne bo prikazoval vašim sledilcem in pač ostalim in boste tako vedeli, aha, nekaj tle ni okej, ne, nekaj smrdi. In po vsej verjetnosti bo to točno ta zadeva, se pravi, da bom eden izmed banned hashtags, da ste ga nevede pač dodali pod svojo vsebino. Torej, kako lahko pogledamo, če je ta hashtag prepovedan? Preprosto tako, da gremo na Explorer page, vtipkamo pač tam hashtage in točno vidimo, pod katerimi se nič ne prikazuje, da so banned. Ti hashtagi se spreminjajo, se pravi, da moramo non-stop pogledati, če naši hashtagi, ker najbrž ste si naredili hashtag research in uporabljate pač določene hashtage, dajte vsake toliko časa pogledati, ne, če slučajno, ne, kot Valentine's Day, ki je čist res, ta pa sigurno ni banned, no, ding, ne, je pač trenutno banned in prepovedan in lahko leti mimo grede pod vaše hashtage in tak čist tak nedolžen. Kaj se torej zgodi? Prvo, kar je, Instagram ne prikazuje naše vsebine ostalim našim sledilcem in ostalim, ki nas iščejo prek hashtagov. Torej, nimamo nobenega engagementa. Če te hashtage večkrat ponavljamo, ne, prvo, kar je, valjda ne bomo imeli nobenih ogledov, kot drugo pa lahko Instagram zazna to kot bot oziroma, da se nekaj čudnega dogaja in se lahko zgodi tudi, da bodo vaš profil zablokirali. Aha, se je že zgodilo. Se je že zgodilo. Tako da, dajte paziti, no, s temi hashtagi, ne samo, da smo vidni, ker uporabljamo hashtage, ampak tudi smo lahko čisto popolnoma nevidni in posledično, kot sem omenila, tudi blokirani. Tako da, ja, tisti, ki ne uporabljate hashtage, samo to ne more zgoditi, ampak če jih ne uporabljate, spet imate manjšo verjetnost, da vas bodo novi sledilci videli. Tak začaran krog. Sploh Slovenci imamo problem, ker slovenskih hashtagov dosti ljudi ne sledi in pa uporabljamo angleške hashtage in pod angleškimi hashtagi nas najdejo ljudje, ki ne govorijo slovensko in imamo slovensko vsebino in je spet lahko problem. In sreča je pač Instagram dodal, tisto tipko spodaj, ki piše translate, tako da lahko našo vsebino si prevedejo, če jih zanima. Tako da, v glavnem, tu je en kup enih stvari, ki jih non-stop predelujemo na naši tedenski Success Akademiji. Še vedno se lahko priključite, samo 15 € na mesec stane, 4-krat na mesec dobite vsebino od mene. In take stvari potem veste, ne, kaj dela, kaj ne dela, kaj so nove taktike, kaj so novi prijemi, kje morate biti previdni in pazljivi, delamo strategije, delamo veliko stvari o novosti, v glavnem drujemo posel social media, PR, email marketing, kreative, v glavnem ni da ni ful tem, ki vam bodo pomagale pri grajenju vašega posla. Najboljše pa to, da lahko vi vprašate in vi rečete, Kali, tule imam problem, a mogoče narediš o tem kak video ali pa nam tole poveš. Tako da, evo, to je to. In Success Akademiji se lahko pridružiš samo, če klikneš v moj DM. Vete, da je to privilegij, ker vzamem ful malo število ljudi na Success Akademijo in da ni skozi na voljo. Je bolj tako za zaprto skupino ljudi in vse online, pogledate si jo lahko kadarkoli, dobite vsebino, mojo vsebino na vaš mail, tako da je vse tako full the best in easy.
Evo, toliko o tem, zdaj pa hashtag research naredite in dejte si ga narediti. Res, plača se vam za tiste 2-3 ure časa, naredite si hashtag research, da imate hashtage. Vsake toliko časa jih malo pogledajte, a delajo ali ne delajo, spremljite, kjeri so bands, ne, če ne vete, dejte me vprašati, vam bom dala spisek, ker jaz to moram non-stop čekirati, ker non-stop rabim različne hashtage za različne posle, ker delam veliko social media managementa, se pravi upravljam z Instagram profili različnih podjetij. In tako da sem kar dost up to date, kar se tega tiče. Ja, ne, včasih je fajn vedeti, da lahko vam en hashtag naredi take preglavice oziroma vas sploh ne prikazuje nobenemu. Tako da dajte si zapomniti, tole je res dober spremljati vsake toliko časa. Evo, se vidimo kmalu, imejte se fajn, če imate kako vprašanje pa, kar tukaj napišite spodaj v komentar, pa vam bom seveda dala odgovor in dejansko res svojo vsebino na Instagram profilu in Facebooku kreiram po vaših željah, tisto, kar mi vi skozi pišete, ali komentarje, ali v DM-e, ali me sprašujete na coachingih, ali na Success akademijah, no tako vsebino potem rekreiram znova in znova in jo objavljam tudi seveda na Instagramu. Tisto, kar je pač za vse, a ne tiste ta hude trike in strategije in podobne zadeve, so pa seveda v mojih plačljivih online programih in na Success akademijah in seveda na coachingih. Tako da, se vidimo kmalu.